Pozdravljeni, moje ime je Uršula, sem tarot svetovalka, Jyotish astrologinja, torej vedska astrologinja in tudi intuitivni coach. Danes sem za vas spet pripravila igro Izberi karte. Lahko boste izbirali med 3 kupčki, tukaj sem pozabila dati še tale vžigalnik, in med 3 vžigalnikami in pa seveda 3 vrstami tarotov. Torej prvi zlati tarot in pa temle belim vžigalnikom, drugim Rider-Waite tarot in temle črnim zelenim vžigalnikom in pa Kravljev tarot in pa temle modrim vžigalnikom. Zdaj, zakaj sem izbrala vžigalnik? Zato, ker želim, da vam novo leto prinese novo luč in seveda vžigalniki vsi torej prinašajo luč, nov ogenj. Torej seveda bom pri vsaki skupini potem pogledala še situacijo z mojimi kartami Rosetta. Torej karte Rosetta sem zasnovala sama, narisala jih je Ina Lutarič, naredila res izjemno delo. Karte lahko tudi kupite, imate danes tudi, oziroma danes seveda in pa do konca decembra je tudi akcija. Torej ob nakupu kart Rosetta vam pripada 30-minutno brezplačno branje s kartami Rosetta v povezavi s tarotom. Torej takole izgleda škatlica z kartami. Seveda s temi kartami si lahko vsakodnevno pogledate v prihodnost, kaj vas čaka. Torej lahko si pogledate ne samo v prihodnost, ampak tudi preteklost, sedanjost in prihodnost. Drugače so pa te karte zelo močne, energijsko. Vsako izmed podob na prvi strani podpira na zadnji strani Rosetta, ki omogoča, da določene vzorce ali pa načine razmišljanja, določene težke situacije tudi preobrazite s pomočjo teh kart. No, omenila bi še, da bo jutri polna luna v Biku, torej 8. decembra ob 5:08 zjutraj. Zgodila se bo ta polna luna v nakšatri Rohini, ki je zelo pozitivna nakšatra. Torej nasproti bo stalo sonce v Škorpijonu, v Džešti, torej v nakšatri Džešta, ki je pa tudi zelo močna nakšatra. Kaj bo pa ta polna luna prinesla nam? Še posebej zaradi tega, ker je poleg te lune v Biku tudi Mars, ki je retrograden, to so zelo zanimive energije. Bom pa jutri posnela video o tem in tudi ga objavila. Tako da zdaj o tem ne bi več. No, na koncu te igre oziroma tega gledanja bom pogledala za eno gospo, ki je ime Špela, tudi v karte, torej za njo, v povezavi z ljubeznijo, saj je bila nagrajenka v moji nagradni igri. Torej za njo bom pogledala za ljubezen. Drugače današnja tema pa ni ljubezen, torej tisti, ki boste izbirali kupčke, ampak je posel, kariera in finance. Torej, kaj vas čaka, rečemo, naslednjih 3 mesecih, kaj vas čaka na področju kariere, posla, financ. No, pa kar začnimo, torej prva skupina, druga in tretja skupina. Torej, tisti, ki ste izbrali prvo, kar začnimo z vami. Torej, tisti, ki ste izbrali tale bel vžigalnik in pa zlati tarot. Poglejmo, kaj se bo z vami dogajalo na področju financ, posla in kariere. Karte bomo tudi umaknili. Kaj vas čaka na področju kariere, posla in financ? Torej, če najprej pogledamo posel, torej v preteklosti kaže, torej, da ste zaposleni v nekem področju, kjer zelo veliko komunicirate, pošiljate veliko mailov, sporočil, torej izjemno dinamičen posel, ampak se soočate oziroma ste se soočali, verjetno se tudi še zdaj, za neko vrsto manipulacije in odvisnostjo.
Torej, ali ste odvisni od tega, kdaj pošljete sporočilo, ali imate neke določene roke, ki jih morate opraviti, oziroma ne morete pa torej delati točno tako, kot bi vi želeli, ampak ste omejeni z nekom, ki vam pač pove, kako, kdaj in komu morate poslati sporočilo, mail, karkoli, torej nekaj v zvezi s komunikacijo. Lahko tudi pomeni, da imate torej v komunikaciji, v službi, torej neko vrsto manipulacije, s katero vas na nek način hočejo nadzirati. Torej, veliko je nadzora, veliko je lahko tudi podtikanja, veliko je manipulacije v smeri komunikacije. Torej, ne glede na to, kaj delate, lahko tudi ne delate v nekem poslu, kjer je veliko komunikacije, v tem smislu pošiljanja mailov, sporočil, ampak je v sami komunikaciji, v samem govoru veliko torej, manipulacije, tako kot sem že prej rekla. Težkih stvari. Glede tega ste precej nemočni. Torej, ne veste, kaj narediti in vas te energije kar precej težijo oziroma so vas v preteklosti. Trenutno je malo bolje. Torej, nemočni ste, ne veste, kaj storiti v zvezi s to komunikacijo. Ujeti ste v nek krog, začaran krog. Trenutno sicer kaže nek preboj, uspeh, tudi glede finančno vam kaže, torej, da bo tudi malo več denarja se pokazalo. V preteklosti kaže glede financ veliko tudi manipulacije, lahko kakšen denar torej pod mizo, na roke. Predvsem pa kaže veliko nemoči. Lahko tudi pomeni, da ste zboleli, pa ste zato imeli težave v službi z komunikacijo, kako se pogovoriti o tem. In ste imeli nek občutek ujetosti, nek občutek pritiska, velik občutek pritiska. Mogoče vas je to obremenjevalo, ker trenutno je pa situacija boljša, torej vas čaka nek uspeh, neka prepoznavnost, zmagoslavje, več prihodkov, mogoče ne toliko, kolikor pričakujete, ampak bolje. No? Tudi velika prepoznavnost, potem spoštovanje, lahko kakšna nagrada, kakšno napredovanje, torej trenutno vam kaže zelo v redu. Naprej vam pa kaže, da se boste v službi malo osamili zaradi odnosov. Torej, odnosi niso tako v redu, samo delo je pa kar v redu. No, tako bi nekako rekla pri vas. Posel, kariera je kar v redu, odnosi so pa malo slabši. Kar se pa tiče prihodkov, vam pa kaže v prihodnosti malo izboljšanja. Sicer se boste borili za svoj položaj in boste dobili tudi neko dobro ponudbo. Boste pa morali v ta boj iti sami, tako da če pričakujete kakšno pomoč, vam jaz tukaj ne bi rekla, da bo kakšna pomoč prišla. Torej, iz preteklosti torej kaže neke težave v komunikaciji, torej ali pri načinu dela, ki ga imate, neki zastoji, ovire, težave, ali pa v samem govoru, torej v komunikaciji z nadrejenimi ali pa sodelavci, torej kaže neka vrsta manipulacije in odvisnosti, ujetosti in vašo nemoč, torej trenutno kaže uspeh, torej neka nagrada, povišica, lahko božičnica, ne vem karkoli. In tudi zadovoljstvo z vaše strani. Glede denarja pa torej trenutno ni toliko, kolikor bi vi želeli več za svoj trud, ampak v prihodnosti kaže neka zelo, zelo dobra ponudba, za katero se boste borili sami in tudi iskali boste neke rešitve, kako priti do teh financ, kako najti pot, kako se boriti in potem vas čaka neka dobra ponudba. Torej, stvari vam bojo postale jasne, tudi finance se vam precej izboljšajo, ampak vas v prihodnosti glede kariera, posla in tudi financ čaka ena težja odločitev, ki pa vam bo prinesla srečo, zadovoljstvo, ampak tudi nek konflikt. Torej, ne smete se razumsko odločati, dobro je, da narobe sem rekla, torej ne smete se čustveno odločati, ampak bodite bolj razumski in vam boste to zelo dobro speljali. No, da vidimo, kaj pravijo moje karte Rozeta za vso to situacijo. Posel, kariera, finance, torej že zdaj iščete neke rešitve, torej finance se vam zagotovo zboljšajo, zagotovo.
Tudi v preteklosti ste torej iskali neko pot, niste točno vedeli, kam se usmeriti, kako verjetno komunicirati, kako se obnašati v službi, ker odnosi so težji tukaj. Kar se tiče samega dela, je zelo dobro, imate tukaj za veliko možnosti napredovanja in tudi bo napredovanje, bo večja plača, bo nek prihodek dodaten. V prihodnosti pa kaže torej prevelika odvisnost. Kaže tudi, da vas na nek način vam bojo kradli energijo, čas in boste zelo vznemirjeni, torej paziti se morate kraje. Tale vampirka kaže na to in to je lahko kraj energije, časa, denarja, tudi manjše plačilo, torej kakor pričakujete, se pa v tej službi soočate z vašimi vzorci, torej malo pomislite, kako ste živeli v otroštvu, kakšen odnos ste imeli do denarja v otroštvu, kakšen odnos do denarja so imeli vaši starši in kakšen odnos do denarja imate trenutno, ker je to zelo, zelo pomembno za vas. Ker se soočate v tej službi z nekimi vzorci. Z vzorci, da se morate pretirano boriti zase, zato ker vam pripada vzorec, torej neke odvisnosti, manipulacij, intrig, podtikanja, tale hudič kaže na to. Tako da vam svetujem, da si mogoče napišete kot neke vrste dnevnik ali pa delovni list, oporne točke, kaj se vam dogaja v službi in poskušate iskati vzporednice z vašo mladostjo, z otroštvom mladostjo, z vašim odnosom do denarja, da potem lahko vidite, zakaj se vam to dogaja. Borili se boste, torej neka pozitivna sprememba je trenutno, ampak potem kaže pa spet nemoč v prihodnosti. Boste spet prišli v iste vzorce, v isto dinamiko delovanja. No, tole je bilo za prvo skupino vse. Zdaj pa kar poglejmo naprej drugo skupino. Torej tisti, ki ste izbrali Rider-Waite in pa tale črno-zelen vžigalnik. Zdaj pa poglejmo, kaj vas čaka na področju financ in posla ter kariere. So že padle ven, da vas nek velik spor čaka, ki vas bo zelo pretresel. Ali vas je pa že, bo pa en hud konflikt na poslu. Hud konflikt. Lahko imate tudi konflikt v sebi, lahko je to nek hud spor, neka težka situacija, prekinitev službe, težek prepir. To vam bo zelo, zelo spodneslo tla pod nogami. Tudi čustveno boste precej obremenjeni z neko težjo situacijo. No, zdaj pa poglejmo, kaj vas čaka v poslu, karieri in financah. Torej druga skupina, da vidimo. V preteklosti kaže, da ste dobili neko izjemno priložnost, katero ste tudi zapečatili z nekim podpisom, nekim dogovorom, pravnim, ampak da pri tej priložnosti je bilo veliko stvari skritih, katere vi nekako niste vedeli, ali ste pa nekaj podpisovali, ker mogoče niste dobro prebrali, ali pa vam niso bili jasni, torej vam ni bil točno jasen dogovor, oziroma vam ni bil jasen drobni tisk, nekaj ni bilo v redu. Neke stvari so bile skrite. Trenutno, torej v službi, kaže kar v redu, neko dobro sodelovanje, ampak ste se zelo zaprli. Zaprli ste svoje sredstva, zaprli ste čustveno se, vase, stvari so vam jasne, sicer imate neko dobro sodelovanje poteka, ampak zelo varujete sebe. Zdaj, zakaj to je? Verjetno zaradi tega, ker ta priložnost, ki ste imeli v preteklosti,
kjer so bili neki skriti dejavniki, ste mogoče zdaj za njih zvedeli, kaj se dogaja in ste nekako omejili svojo energijo, svoje sredstva, svoje sodelovanje. Zdaj, če z nekom sodelujete ali če imate sodelavce v službi, torej je sodelovanje kar v redu, ampak glede na to, da ste zvedli neke informacije, lahko je tudi neodvisno od teh ljudi, lahko je tudi kaj drugega, ne? Torej nekaj ste izvedeli in zato ste se zaprli vase in omejili, lahko pri nekem projektu sredstva, energijo, čas, vse ste omejili. V prihodnosti vam pa kaže, da boste glede tega še precej obremenjeni, da boste imeli občutek, da ste nekako ujeti, da nimate neke možnosti, projekti bojo zastali, delo bo malo zastalo. Karte vam kažejo, da morate razumsko se odločiti, kaj storiti naprej, zato ker je zelo veliko zastojev. Kaže pa torej trenutno, da je bil nek prepir, da vam je nekaj spodneslo tla pod nogami, verjetno to, kar ste izvedeli. In ste zato tudi se zelo zaprli vase, omejili stike. Zdaj, kar težka situacija, tukaj vam tudi kaže, da ste bili zelo prizadeti zaradi določenih stvari, da vas je nekaj zelo prizadelo, da se boste tukaj trudili naprej, ampak z nekimi omejitvami. Tukaj v tej službi se veliko govori, pa malo naredi. Torej bi radi rezultate, ampak ste nemočni, stvari se ne bojo premaknile naprej. Lahko tudi pomeni, da vi sami nimate neke energije za naprej in da tičite v nekem stanju, ko se zelo težko premaknete naprej in imate vi občutek, da ste ujeti v neko težko situacijo glede dela. Vam pa kaže za prihodnost, da se bojo stvari sicer premaknile oziroma da boste nihali med tem, da delate in med tem, da počivate. Torej nekaj vas je zelo pretreslo. Poglejmo, kaj kažejo karte Rosetta. Tudi glede financ, no, če pogledamo zdaj še finance, v luči vsega tega, kaže torej v preteklosti zelo pozitivno, večje finance, res dobra, čudovita priložnost, ampak te finance so pod mizo, torej neke skrite, dobri prihodki sumljivih virov. Trenutno kaže, da ni toliko financ, kolikor bi vi radi in da v bistvu tiščite k sebi tisti denar, ki ga imate, ker se bojite za naprej. V prihodnosti pa sicer kaže nek prihod financ in boljšega finančnega stanja, ampak zelo, zelo počasi, ne tako hitro, kakor si vi želite. Boste pa z delom, torej finance vam zelo nihajo v prihodnosti, so pa niso. Torej tukaj vam karte kaže, da je dobro, da se izobražujete na tem področju vašega posla, kariere in financ in da zaupajte, ker bo v prihodnosti vse v redu. Torej angel govori, da zaupajte v Božjo previdnost, da vse, kar se je zgodilo, se je moralo zgoditi z namenom. Torej, ker v preteklosti kaže, da ste se zelo premaknili naprej, ste bili zelo navdušeni. Zdaj pa trenutno vam kaže neko izobraževanje, da morate iti v neko izobraževanje in da se bojo stvari zelo dobro za vas uredile. Tako da to, kar se vam je zgodilo, se vam pa zdaj dogaja, torej ne bo tako usodno, boste pa morali tudi malo tvegati za naprej in uravnovesiti stvari in tudi določene pravne zadeve urediti. Zato, ker se vam je torej v preteklosti pojavila torej tale pravica, ki pomeni pravne zadeve in uravnovešanje, in v prihodnosti se vam je pokazal grajski gospod, ki prav tako pomeni sodnika, ravnotežje, odločanje, pravne zadeve, tako da to boste zagotovo mogli urediti, ker v preteklosti ni bilo tako urejeno, kot bi mogli biti. Ker priložnost je zelo dobra, to, kar delate, ali pa služba je zelo v redu, ampak niste določene stvari uredili, mogoče niste vedeli, mogoče vas niso seznanili, mogoče se vi niste dobro seznanili in to morate zdaj urediti in se nekako podati v neznano in potem se bojo stvari precej izboljšale. Boste pa morali določene stvari spremeniti in prekiniti, ampak bo vse v redu. Torej Rabelj govori o neki prekinitvi in neki novi energiji, ki prihaja k vam. Tudi glede prihodkov, torej zelo veliko nihanja, še stroške boste imeli, precejšnje z temi pravnimi dokumenti in urejanjem, ampak potem se tudi prihodki uredijo. Zato imate tako nihanje. Torej so prihodki, pa niso, je veliko stroškov. In to je to. No, to je za drugo skupino vse. Zdaj pa še tretja skupina.
tisti, ki ste izbrali tale moder žigalnik in pa kravljev tarot. Da pa pogledamo, kaj pa vas čaka. Je pa preveč. Vas pa tu čaka ena čudovita priložnost, ki se vam bo pojavila v prihodnosti. Tole kolo sreče je padlo ven. To so res dobre priložnosti tudi za naslednje leto. No pa poglejmo, torej, kaj pa vas čaka v poslu, karieri in financah. Zagotovo neka nova priložnost, tudi več denarja. Vi ste drugače bolj, bom rekla, glede posla razumski, ne vpletate toliko čustev, veliko komunicirate. Se dobro znajdete. No, vam pa kar v redu kaže, torej v preteklosti neko prekinitev, sicer neko napredovanje, spoštovanje, priznanje vaših dosežkov in tudi dobre finance. Trenutno vam pa kaže, da ste se tudi malo zaprli, da imate neko izbiro v poslu, karieri, tudi pri financah in da izbirate zdaj med različnimi možnostmi in zato ste malo svoje sredstva omejili, torej ste verjetno začeli malo bolj varčevati z denarjem, energijo, časom, ker se odločate. Zelo nihate v tem, kaj bi storili za naprej, kaj bi bilo za vas dobro. Za naprej vam pa spet kaže zelo dobro na področju financ in dela, torej zelo boste pridni, veliko energije boste vložili v delo. Lahko vam kaže tudi, da neki sodelavci prihajajo. Ljudje, ki vam bojo pomagali pri delu, kaže vam tudi zelo dobro pri prihodkih, ampak tudi neka nemoč v smislu tega, da si boste govorili, da določene stvari se mogoče ne bojo mogle izvesti tako, kot vi želite. Ker trenutno kaže neka izbira, torej lahko izbira med projekti, delom, da se odločate, kaj bi delali. In zato varčujete denar, ker se odločate, kam ga boste dali za naprej. In zelo nihate, enkrat ste zelo dobrega razpoloženja, drugič niste, ker ne veste točno, kaj bi se podali. Boste se podali v nek projekt, imeli boste dobre sodelavce, veliko energije boste vlagali, ampak ne smete si govoriti že vnaprej za nek projekt, da se ne bo izšel, ker boste imeli občutek mogoče, da ste izbrali narobe. Kaže tudi neke prevare in laži v prihodnosti v zvezi s poslom in kariero in tudi financami. Tako da tukaj je precejšno opozorilo, nekaj nepričakovanega se vam bo zgodilo, ker vas bo kar precej spodneslo. Neke stare stvari iz preteklosti, ki bi morale se že končati, ker vam kaže v preteklosti, da ste neke stvari že poskušali končati, da ste jih zaključili in se potem torej, podali na pot napredka, torej določene stvari ste zaključili, dobili neko priznanje, spoštovanje, tudi finance, torej lahko ste zaključili nek projekt ali pa v službi ste nekaj zaključili in se je to zelo dobro končalo. Trenutno pa zdaj izbirate, kako naprej. Mogoče ste tudi omejeni z določenimi sredstvi v službi, pa zato nihate, ker veste, da bi za ta projekt potrebovali več sredstev, več energije, več časa in vam mogoče nadrejeni tega nočejo dati, mogoče pač vas omejujejo časovno preveč ali pa so za vas namenili premalo denarja za ta projekt ali pa določen projekt ali pa za tistega, za katerega bi se radi odločili in zato nihate. V prihodnosti vam kaže torej ta nemoč, da boste pač imeli občutek, da se ne bo izšlo, mogoče zato, ker boste dobili premalo denarja za ta projekt ali pa premalo časa, ne boste imeli dovolj energije. Torej nek zastoj je, ampak v prihodnosti kaže torej, da se boste spustili v neznano, da boste dobro usklajevali stvari, da boste, nekdo vam bo pomagal še iz preteklosti oziroma boste vi tudi iz preteklosti neke izkušnje v tem projektu lahko uporabili in boste tudi čustveno se malo umaknili od tega, torej ne boste več tako vezani čustveno. Vam pa kaže tudi, da vas bojo neke stvari zelo vznemerile zaradi tega, ker bojo v tem procesu, ko boste vi že delali, nekaj spremenili uradno. In vam bo to spodneslo tla pod nogami, boste zelo jezni. Ne ravnajte prehitro, takrat vam svetujem, da se umirite in delujete postopoma in počasi.
ampak nekaj vas bo zagotovo v prihodnosti usmerilo. Mogoče boste tudi zato mislili, da projekt se ne bo mogel izvesti, ker vam bojo tik pred zdajci bojo neke uradne stvari spremenili ali vam pa nekaj novega še vsilili. Tako da to vam tako kaže. Torej, glede financ vam pa kaže kar dobro že v preteklosti, trenutno kaže malo neko varčevanje. Torej, ne boste imeli toliko denarja ali pa ne boste dobili toliko denarja, kolikor ga pričakujete. V prihodnosti pa spet malo zboljšanje stanja, ampak ne toliko denarja, kolikor bi vi pričakovali. Pazite tudi, da zaradi teh stresov v službi in zaradi težke situacije, pa tudi ker nihate v čustvih, ne posegate po nekih stvareh, ki bi vas tolažile, po hrani, pijači. To morate paziti, ker lahko kaže tudi na neko vrsto odvisnosti. Zelo ste se zaprli vase, enkrat ste čisto na tleh, enkrat ste dobre volje in potem lahko ljudje takrat posegajo po kakšnih neprimernih zadevah, s katerim si pač olajšajo življenje. Ne? In to ni v redu. No, poglejmo, kaj kažejo karte Rozeta. Za vaš posel, kariero in finance. Kaj karte kažejo Rozeta? Torej, zagotovo vas čaka nekaj novega, ampak tudi težka pogajanja. Torej, pri tem novem projektu, novem delu, ki ga boste v službi dobili, bojo težka pogajanja, težke razmere, kar spet nakazuje na to, da ali niste dobili dovolj časa, ali niste dobili dovolj denarja za ta projekt, za to delo. Lahko vam pri tem v prihodnosti pomaga nekdo, ena starejša ženska, zelo močna. Jaz bi vam svetovala, da se na njo naslonite, ker kaže vam tudi po tarotu sodelovanje in v prihodnosti in tudi tukaj kaže eno močno osebo. Morate pa paziti glede tega projekta, da niste preveč odkriti do drugih, torej stvari zadržite zase. Tudi to, ko se boste pogajali, ko vam bo težko, to bodite raje tiho. Bodite v tem smislu malo preračunljivi. Vam pa kaže, da vam bojo sodelavci verjetno tudi malo zavistni ali pa nasplošno ljudje okrog sebe in da ta projekt dela potrebuje potrebujete neko pomoč. Lahko je tudi nek zdravstveni projekt to, no? To je pač posebna informacija za tiste, ki se s tem ukvarjate. Če pa ne, je pa to pomeni, da torej ta vaša ambicioznost je zdrava, ampak ste včasih prehitri in morate se malo ustaviti, zato da v tem procesu se ne poškodujete v tej smeri, ne, to ni da se poškodujete, da se ranite. To je v smislu energiji, torej da je lahko ranjen vaš ego ali pa da se vi slabo počutite, torej zaradi te vaše ambicioznosti, želje, da bi napredovali, potem pa ne gre tako, kot vi želite in vam ta karta kaže, da se morate ustaviti, da morate prositi za pomoč druge ljudi, da morate določene stvari pozdraviti, torej prekiniti, pozdraviti v smislu energije, a ne, torej lahko odnose, lahko neko situacijo in zato bi bilo dobro, da prosite nekoga za pomoč. V prihodnosti kaže pa dobra komunikacija in tudi neko veselje, zadovoljstvo, tako da stvari boste rešili, ampak se torej pazite, tako kot sem rekla, zavisti, laži, manipulacije, naj vam nekdo pomaga, najdite si nekoga, enega pomočnika, drugim ljudem pa je dobro, da ne govorite o teh stvareh. In zelo dobro je, da najdete eno pomoč, pri vsej tej situaciji, ker se vam bodo dogajale stvari, ki vas bojo prizadele, ki vas bojo ranile na nek način, da boste obremenjeni z njimi, to je v psihičnem smislu. Torej, so tukaj pač neke skrivnosti, spet vam izdaja kaže, na to več kart govori na to, ne, zanimivo, kako se energije ponavljajo, laži, prevare, manipulacije, torej pazite se zavisti, stvari držite bolj zase, pa boste v redu. No, to je bilo za tretjo skupino vse. Zdaj pa še za gospo Špelo.
Bom pogledala. No, zdaj pa nagradna igra, ki je bila na Facebooku. Sem obljubila tistemu, ki bo lajkal mojo objavo na YouTubu, delil in označil 3 prijatelje, da mu pogledam za izbrano temo. In to je bila gospa Špela, je delila, lajkala, označila 3 prijatelje in zato si je zaslužila tale brezplačen vpogled. Njeno vprašanje pa je ljubezen in partner. No pa poglejmo, kaj vam kaže v ljubezni in pri partnerju. Kaj vam kaže? Ljubezen. Bom pa gledala za Kozmik tarotom. Kaj vam kaže? Torej, če imate v mislih eno določeno osebo, potem vam je tale oseba usojena. To je vaša usoda. Torej, v preteklosti kaže veliko srečo s to osebo. Lahko tudi otroka imate s to osebo. Ali pa zelo dobro sodelujete. Torej, iz preteklosti kaže velika sreča, veliko zadovoljstvo, uresničenje želja, ljubezen. Res ta oseba vam je usojena, torej kolo sreče pomeni usodo, torej nekdo, ki pride v vaše življenje in ki vam je na nek način usojen v tem smislu, da ste ga morali srečati zaradi potrebe vaše duše. Torej, usoda pomeni, da mi nekoga srečamo, potem ni nujno, da z njim ostanemo. Torej, kaj bomo mi z njim naredili, je naša svobodna volja. Se pa ponavadi te osebe, ki so nam usojene, vse skozi vračajo v naše življenje. Torej, kaže tudi dobro sodelovanje, lahko tudi otrok, družina. No, trenutno pa kaže, da v povezavi s to osebo in v ljubezni ste doživeli neko razočaranje. To razočaranje je v bistvu že za vami. Predvsem vas moti to, ker ta oseba govori, kaj vse bo naredila, pa tega ne izpolni. Je sicer stabilna oseba, v vaši vezi tudi je neka stabilnost, v ljubezni imate neko stabilnost, ki izhaja iz preteklosti. Ampak, torej, ta oseba vam je nekaj obljubila, pa tega ni naredila. Ali pa oseba govori na splošno določenih stvareh, pa tega ne naredi. In zato imate, torej, ste bili razočarani, to je bilo pred kratkim. Je bilo to razočaranje, lahko torej še zdaj malo. In tudi za prihodnost vam kaže, da neki dogovori, ki bojo sklenjeni s to osebo, vse določene stvari naredi, ampak ne pa vse, kar je obljubila. V prihodnosti se pazite laži v povezavi s to osebo. Tudi boste razmišljali o tem, da ne boste vedeli, ali bo ta veza šla ali ne bo šla. Imeli boste dvome, pomisleke, ali bo to sploh šlo, ali se sploh splača truditi. Drugače pa tudi pričakujete lahko neke prevare in laži, neko nemoč, tako da se zelo pazite. Kaže trud v ljubezni, neki koraki premišljeni, ki jih boste delali v prihodnosti in nova pravila, ki jih boste postavili. Torej, boste vstopili v svojo moč, boste zahtevali določene stvari, da se naredijo, da se tisto, kar se reče, da se tudi naredi. Boste veliko delali na tem, ampak se morate paziti ob tem laži, torej, da ne lažete sama sebi za tega moškega, da bo naredil pač, ker imate slabe izkušnje, torej ste bili že razočarani, da je pač rekel, da bo nekaj naredil, pa ni. In zdaj morate paziti, da si sami sebi ne lažete. Lahko pa tudi pričakujete, oziroma lahko vam pa tudi on laže, da bo določene stvari naredil. Posebej je tukaj problematičen denar, finance. Mogoče je kaj preveč zapravil ali pa vložil nekam, kjer ste pričakovali, da bo nekaj iz tega, pa ni bilo. Ne. Tako da morate v prihodnosti postaviti neka pravila, drugače je to zelo stabilna veza. V ljubezni torej imate neko stabilnost, sorodna duša. Zdaj kaže tudi na to, da ste hoteli od te osebe že oditi, tudi prekiniti stvari, ali pa da boste želeli prekiniti. Lahko tudi kaže na to, da ste s to osebo že prekinili, pa da je prišla nazaj. To je možno. Ker kaže precej nihanj, torej prekinitev, pa potem spet nova strast, pa avantura, pa spet.
Torej, čutite neko sorodnost s to osebo in neko stabilnost, ampak ta oseba vas tudi razočara. Imate tudi občutke odrinjenosti. Zdaj že kot otrok ste to doživljala, tudi neke občutke odrinjenosti, mogoče tudi te občutke, da nimate dovolj denarja. Torej, pomanjkanje ste čutili. Se pa precej borite zase in za svojo samostojnost. Torej, imate tudi ta občutek oziroma želite, da bi se lahko odločali glede na to, kaj vi želite v življenju. Torej, vam za prihodnost kaže, da mogoče boste tudi bolj težili k neki neodvisnosti, samostojnosti, varčevanju denarja in nekim novim pravilom, ki si jih boste postavili in si boste rekli, saj lahko mogoče še počakam na kakšnega drugega, ni treba, da sem s tem. Boste imeli tudi še izbiro. Se pa borite za tole vezo. Drugače ste zelo odločna oseba, torej natančna, pridna, delovna, ampak včasih si lažete, včasih pač sami sebi mogoče ne priznate. Torej, kaže vam napredovanje v tej vezi. Poglejmo še karte rozeta. Upanje, novo upanje. Torej, postaviti morate pravila v tej vezi. Se ste jih že poskušali, pa nekako ni šlo, ker se je zdaj spet grad pokazal. To je tudi v vaši podzavesti, da morate tudi mogoče sama sebi postaviti neka pravila. Ne bodite naivni v tem odnosu, v ljubezni na splošno in pa v prihodnosti boste imeli občutek ujetosti, pa zelo boste nihali v čustvih. Torej, tukaj gre za neko vrsto odvisnosti. Torej, to je lahko na finančnem smislu, lahko glede energije, lahko časa, torej gre za neko odvisnost preveliko in to ni dobro v vezi. In za neke iluzije. Torej, morate biti bolj odkriti. Torej, vse te karte nakazujejo na iste energije, torej, da mogoče lažete sama sebi, da si ne priznate določenih stvari, da vas v bistvu ta ljubezen iz preteklosti se jo spominjate, vam daje upanje, ampak torej stvari niso bile izpolnjene tako, kot ste pričakovali in zdaj to tukaj neka vrsta odvisnosti se je pokazala. Žalostni boste še, ampak zaupajte, da bo vse dobro oziroma zaupajte, da je to za potrebe vaše duše, da se vam ne dogaja to zato, da bi vi samo trpeli, ampak da se vam to dogaja zato, da še zrastete v duhu. Torej, s to osebo vi lahko ste, ampak zdaj odvisno, kako se boste za naprej odločili. A boste šli na pot samostojnosti? Verjetno boste šli. Hoteli boste biti na nek način neodvisni v odnosu do te osebe. Varčevali boste tudi zase, postavili neka nova pravila. Pazite se pa res laži in prevar. In iluzij v tem odnosu. No, to je bilo vse. V komentar spodaj mi lahko napišete, kako ste doživeli to gledanje. Drugače je pa za danes to vse. Lepo vas pozdravljam in vam želim lep dan še naprej.